Pes je človekov najboljši prijatelj in to se še posebno izkaže v kriznih situacijah, ko psi iščejo preživele izpod ruševin ali pa v plazu. In z nami je pasji kosmatinec Haron, ki je prav včeraj osvojil zlato medaljo na svetovnem prvenstvu in sicer prav v reševanju izpod ruševin. In zdaj bova pokazala, kako to poteka. Marko se je skril v studiu in Haron ga bo poiskal. Haron, išči! Reda je v redu, dam žogo. Pridem. Tako je to izgleda v živo. Ponavadi ima seveda več ruševin pred seboj, ampak zdaj pa poglejmo, kako je Haron včeraj prepričal sodnike. Takole burno nas Haron opozori, da je med ruševinami našel človeka. Nakazal naj bi glasno, se pravi naj bi lajal, smer, iz kjer izhaja von, naj bi pa pokazal s praskanjem oziroma s koncentriranim lajanjem v določeno točko. Kratkodlaki nemški ptičar je zjutraj šele prišel iz svetovnega tekmovanja na Nizozemskem, kjer je osvojil prvo mesto, česar Andrej ni pričakoval. Na svetovno prvenstvo greš čim boljš pripravljen, ampak da bi pa pričakoval prvo mesto, bi bilo pa kar malo preveč, ne? Haron je na tekmovanju zlahka pometel s konkurenco. Prvak je zadovoljen s skromno nagrado žogico. Zato je ta za inteligentnega lovskega kosmatinca odlična motivacija. Kljub temu osvojena zlata medalja terja veliko potrpljenja in treninga. Danes tako skoraj ni trika, ki ga Haron ne bi poznal. Vsi tisti, ki boste povelja preizkušali na svojih štirinožnih prijateljih, se le zavedajte, da so naši ljubljenčki sicer dokaj sebična bitja. Pes dela izključno zaradi njegove koristi. Tudi sami ste videli, on dela samo zato, ker si pač želi nagrade. Zato le poskrbite, da bo ta čim slajša. Z nami je gospod Andrej Žunič, lastnik Harona. Kako dolgo že trenirate, kako intenzivno, da je lahko postal svetovni prvak? Skupaj z vami seveda. Ja, Haron je zdaj star 8 let in pol, trenira z njemu vse od njegovega drugega meseca dalje. Če ne more uspe, trenira vsak dan, vsekakor pa vsaj dvakrat tedensko po kakšno uro. In kako vam to uspe? Ste veterinar, imate redno delo. Kako to usklajujete? Ja, zahteva veliko odpovedi, v svoj prosti čas praktično namenjen preživim skupaj s psom, ampak se splača. Ampak reševalne akcije se pa odzovete in zato verjetno niste plačani, je to volontersko? Ne, vse je na prostovoljni bazi. Ja, za konec je fino, da damo junaku glavno besedo, ne? Točno tako je. Haron, a boš ti povedal? Haron, daj glas. Seveda.